Lepo pozdravljeni, Miha Has. Pianist Vladimir Vjerdo je dejal, če hočeš igrati klavir, moraš verjeti v čudeže. Verjamete v čudeže? Lepo zdrav, hvala lepa za vabilo v oddajo. No, v nekem romantičnem smislu lahko rečem, da tudi verjamem v čudeže, ne? Sicer sem pa malce bolj skeptične narave. Rodili ste se v glasbeni družini, mama pianistka, oče pianist. Od malega ste živeli z glasbo, ker so vam pa bile všeč vibracije, ne? Ste pa tisti prostor pod klavirjem nekako spremenili v svojo igralnico. Ja, to ste našli zanimiv podatek, to je res. Ja, to se spomnim, da ko je oče vadil klavir, sem se jaz rad igral en tak moder tepih, smo imeli v stanovanju na Fužinah, smo stanovali v Ljubljani in sem se pač rad igral spodaj in spomnim se specifično ene skladbe in sicer to je bil Chopinov Scherzo, ki ga je oče nekoč vadil. Igrati na klavir ste se pa začeli učiti pri 6 letih. Je to prava starost? Mislim, da je to prava starost, ja. Trend v zadnjih desetletjih je, da se otroci prej začnejo poučevati. V našem sistemu nekoč je veljalo, da v 3. razredu osnovne šole, to je bila še 8-letka takrat, ne, se pravi pri nekako 8-9 letih. V svetu je danes sploh trend, sploh če iščemo recimo neke posameznike, ki so zelo nadarjeni, ki bodo potem šli po poklicni poti naprej, je kar pravilo, da se tam pri 5, 6, 7 letih pričnejo učiti inštrumenta. No, študij klavirja ste nadaljevali na Srednji glasbeni in baletni šoli, to je danes Konzervatorij za glasbo in balet Ljubljana. Pri 17 letih ste bili kot izjemen talent predčasno sprejeti na Akademijo za glasbo. Magistrski študij ste dokončali na Kraljevem konzervatoriju v Bruslju. Imeli ste odlične učitelje in učiteljice, svojega očeta Hinka Hasa, Dubravko Tomšič Srebotnjak. Tudi za Bruselj ste dejali, da ste se odločili zaradi profesorja. Kot mlad glasbenik, tako je tudi danes, ko opazujem mlajše, se nekako odločiš glede na profesorja. To je seveda na nek način razumljivo, zato ker iščeš neko glasbeno osebnost, ki te pravzaprav pritegne s svojim načinom igranja, morda poslušaš kakšen njegov mojstrski tečaj in ti je všeč njegov način komunikacije. Jaz danes, ko sem že sam v pedagoških vodah, sedaj 18 let, malce bolj drugače gledam na to, namreč malce bolj večdimenzionalno. Zelo pomembno je tudi, kje študiraš, lokacija. Torej, kako imaš organizirano življenje. Jaz recimo, ko sem študiral v Bruslu, sem imel zelo naporno življenje, ker sem stanoval več kot 1 uro z javnim prevozom stran od fakultete. Zato sem moral vstajati ob 6 zjutraj, ker sem moral biti ob 7:30 pred vrati, zaradi tega, da sem dobil potem vežbalnico. Pri nas je to vse povezano z vadenjem inštrumenta. Klavirja ne nosimo sabo, tako da smo v bistvu fizično odvisni od nekih pogojev, ki nam jih ponuja šola. Tako da tista 1 ura poti zjutraj, pa potem vmes ni bilo nikoli časa iti nazaj domov, tako da sem po cele dneve pravzaprav izgubljal čas. Če bi se danes še enkrat odločil, bi upošteval več elementov, ne samo element profesorja, ampak tudi to, kako bom dejansko tam živel, kje bom živel. Recimo Bruselj je zelo deževno mesto, malce depresivno, malce oblačno. To se mogoče zdi kot eno tako trivialno dejstvo, v tistem času, ampak gledajoč nazaj se mi to sploh ne zdi trivialno dejstvo. Tako da bi priporočil mlajšim glasbenikom, da upoštevajo mogoče več kriterijev pri izboru lokacije študija. Aleksander Madžar, zakaj ste se odločili za študij pri njem? On je zelo znan pianist z področja bivše Jugoslavije. Slišal sem ga večkrat na koncertih, najbolj se mi je vtisnil spomin njegov koncert leta 2005 v Rogaški Slatini. Potem sem nekako začel razmišljati, da bi bil on lahko eden izmed profesorjev, ki bi me zanimalo pri njem naprej študirati. Profesori, profesorice klavirja ste zelo pomembni. Glasbena pedagoginja Majda Jecelj je ob neki priložnosti dejala, da je naloga glasbenega učitelja, da privzgoji mladim odnos in veselje do glasbe. Ob tem je izrekla eno lepo misel: kdor hoče koga vneti, mora sam goreti. Ja, zagotovo. Ona se verjetno sklicuje na nek osnovni entuziazem, ki ga mora človek imeti, ne. Sej vsak izmed nas je hodil v šolo, že od osnovne šole dalje, če se spomnimo nazaj, nam bodo najbolj ostali v spominu tisti učitelji, ki so z nami delili nek pozitiven entuziazem
in pa po drugi strani tudi učitelji, ki so imeli dobro ravnovesje strogosti in pa prijaznosti. To je mogoče en tak splošni recept, kako bi jaz želel, da mene študentje doživljajo in kakšen bi bil nekako moj pogled na dobrega pedagoga. Se pravi, moraš biti strog, moraš biti organiziran, sicer ni nobenega študijskega napredka, hkrati moraš biti pa prijazen v smislu, da imajo ljudje občutek, da si dostopen, da lahko k tebi pristopijo, se pogovorijo o svojih problemih, torej da nisi nedostopen. Kaj je bolje, za glasbo zelo talentiran in malo len, ali za glasbo manj talentiran in zelo priden? Vas sprašujem kot pedagoga. Ja, to ste zadeli zdaj v srčiko, ne? O tem se velikokrat pogovarjamo. Ljudje smo res zelo, zelo različni. Vedno bolj ugotavljam, kako dramatično je pravzaprav to dejstvo, ne? Seveda, če se zdaj pogovarjava o nekem profesionalnem glasbeniku, mora biti po eni strani nadarjen. Pri samem tem talentu se lahko zaplete, kaj sploh to talent je. Ne? Jaz bi to tako recimo na hitro opisal kot neka želja, da se izražaš preko glasbe. Ali pa če si slikar preko slike, če si pisatelj preko pisane besede. Se pravi, neka inherentna želja tvoja, da se izraziš, da izraziš neke svoje čustva, neke svoje ideje. To mora biti prisotno pri posamezniku. To je tisto, do česar se mi pedagogi v bistvu ne znamo dokopati. Rečemo, nekdo je ali pa ni. Ne? Je pa res, da se to lahko s časom razvije in tukaj pa potem nastopimo tudi mi in ta cel pedagoški proces. Kjer pa seveda potem postane zelo pomembno, da je oseba tudi organizirana in disciplinirana in da ima neko delovno rutino. To se mi zdi najbolj pomembno. Ste profesor na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, kjer poučujete komorno igro, klavirski duo, klavirsko literaturo. Pedagog, raziskovalec, koncertni pianist, vse to in še kaj se seveda ne izključuje. Me pa zelo zanima, kaj od tega je vaša prva izbira. Moja prva izbira je vsekakor to, da se ukvarjam z različnimi stvarmi. Ko sem bil mlajši, sem bil nekako bolj enoznačno usmerjen, sem se usmerjal bolj samo v igranje solo klavirja, potem, ko sem pa nastopil za službo na akademiji, to je bilo leta 2013, pa v bistvu že po sami naravi dela te zanese v različne smeri. Tako da v bistvu danes najbolj nekako uživam v tem, da se ukvarjam z različnimi stvarmi in si ne znam več predstavljati, da bi v bistvu samo vsakodnevno vadil klavir, tako kot sem nekoč. Profesor Miha Haas, ste tudi član uredniškega odbora revije Virkla. To je revija klavirskih pedagogov, v kateri objavljate zelo zanimive strokovne članke. Revija izide vsako leto. Vodite tudi Društvo klavirskih pedagogov. EPTA Slovenija je po tistem, kar sem prebrala, zelo, zelo dejavno društvo, ki organizira številne dogodke, koncerte. No in oktobra lani ste pripravili Evropsko konferenco klavirskih pedagogov, osrednja tema pa je bila Zdrav pianist. Pred najnim intervjujem sem bil na zagovoru ene magistrske naloge našega študenta, ki je tudi govoril pravzaprav o fizični pripravi pianista kot predpogoju za izogibanje poškodbam. Tako da glasbeniki imamo v resnici veliko skupnega s športniki. Čeprav na prvi pogled nas dajemo v dve različni kategoriji, ne športniki pa umetniki, ampak tudi mi v bistvu na dolgi rok izvajamo eno zelo specifično veščino, ki vključuje pač mišično-skeletni sistem. In glasbeniki smo zelo pogosto poškodovani. To je stvar, o kateri se šele pričenja govoriti v zadnjih 5 letih. Če se pogovarjaš z našimi študenti, jih je približno tretjina v vsakem trenutku poškodovanih. Tako da imajo kronične bolečine in imajo velike težave pravzaprav pri študiju. Nekaterim se to potem pozna celo življenje, te kronične težave se seveda stopnjujejo, če se z njimi človek ne sooči. In imamo kar nekaj kolegov, ki v bistvu tam sredi 40 let ne morejo več igrati na svoj inštrument. Ste tudi raziskovalec na glasbenem področju, ukvarjate se s historično izvajalsko prakso, raziskujete, kako si je, na primer, skladatelj pred 250 leti zamislil izvedbo svoje skladbe. Me je začelo zanimati, ali bi danes, če zaigramo Beethovnovo klavirsko sonato, skladatelj prepoznal svoje delo.
Skladatelj bi bil popolnoma šokiran iz večjih razlogov. Kot prvo zato, ker danes igramo na inštrument, ki ga on ni poznal. Inštrument, če govoriva o klavirju, kot ga poznamo danes, je bil v večini skonstruiran v 80. letih 19. stoletja. V zadnjih 140 letih se ni več dramatično spreminjal, v samem 19. stoletju se je pa zelo dramatično spreminjal. Tako da inštrument iz Beethovenovih časov je bil popolnoma drugačen, je bil pravzaprav inštrument namenjen manjšim prostorom, takrat se je večinoma igralo v salonih aristokracije. Inštrument je bil manjši, je bil tišji, bil je v celoti narejen iz lesa, strune so bile iz živalskega čreva, danes imamo jeklene strune, noter imamo jeklen okvir, inštrument je bistveno bolj robusten. Kot en podatek vam lahko povem, da je recimo napetost strun v tistih klavirjih bila pod 1 tono, danes je pa 20 ton. Torej, inštrument je skonstruiran zato, da pianist lahko igra s simfoničnim orkestrom v veliki koncertni dvorani. Tako da mislim, da bi bil Beethoven predvsem šokiran, morda bi mu bilo celo všeč, torej morda bi doživel pozitiven šok ob tem. To, kar govoriva o historični izvajalski praksi, vsak profesor klavirja na univerzi bi se verjetno strinjal, da je nek naš osnovni postulat neka avtentičnost. Se pravi, da smo mi poustvarjalci. Ustvarjalec je skladatelj, on skladbo napiše in naša poklicanost je, da mi to skladbo na čim bolj avtentičen način poustvarimo. Zdaj pa tukaj se stvari zapletejo in tukaj se pojavi vprašanje, kaj je zdaj sploh tisti normativni standard, po katerem mi presojamo našo avtentičnost. In jaz sem prišel v bistvu na eni točki do odgovora, da je to standard, ki je bil postavljen nekje sredi 20. stoletja. Jaz to tako malce v šali, pa malce tudi zares imenujem transatlantski pianizem, torej slavni pianisti na obeh straneh luže iz tistega časa, ki so že snemali, torej imamo njihove posnetke, so vzpostavili nek standard. In vsi mi smo se v otroštvu že naužili njihovih posnetkov in mladina jih še danes posluša, to so najbolj znani pianisti 20. stoletja in to je v bistvu nek naš standard. Zdaj pa, če gremo mi prebirati historične vire, ki jih je več, kot si morda mislimo, ugotovimo, da ta standard ni vedno tista avtentičnost, ki je veljala v 18. ali pa v 19. stoletju, sploh v 18. stoletju. Zdaj za 18. stoletje to je čas recimo skladateljev kot za Bach, pa Mozart, pa mladi Beethoven. Jaz vedno v šali rečem, takrat so moški nosili sive lasulje. Si predstavljate, da jaz pridem v studio v sivi lasulji. To je mogoče taka dobra ilustracija, kako zelo se čas spreminja. Te viri, iz katerih se lahko napajamo, bi jih lahko razdelili v dve skupini. Eno so pisni viri, to so pred 20. stoletjem, ko ne obstajajo nikakršni posnetki. V zgodnjem 20. stoletju imamo pa prvo generacijo glasbenikov, ki so že snemali in so nekateri rojeni tam globoko v 19. stoletju, recimo 1830, 1840 in so še poznali skladatelje, o katerih se mi pogovarjamo. In posnetki teh pianistov so za nas danes šokantni. Igrajo na popolnoma drugačen način. Zdaj poenostavljeno rečeno bi lahko rekel, da si dovolijo bistveno več umetniške svobode in da je vsak izmed njih res nek individuum, ki je neponovljiv in odstopa od vseh ostalih. Medtem ko danes živimo v času, en kolega se vedno šali, da se išče najboljši izmed povprečnih, ne pa najbolj individualen. To je mogoče tista razlika. Se pravi, že samo ta ideja, da se išče en točno določen standard, ni v skladu z avtentičnostjo, zato ker ljudje so včasih igrali na zelo različne načine. Če gremo pa seveda bolj konkretno, pa lahko potem beremo učbenike in razne traktate v izvajalski praksi, kjer je pravzaprav precej natančno napisano, kako je treba izvajati. Profesor Miha Haas, nekje sem poslušala vašo zgodbo, da ste bili na Novi Zelandiji in doživeli ste nek težek trenutek, poiskali ste posnetek Chopinove skladbe, jo poslušali in svet je takoj postal lepši. Ja, definitivno. Zdaj se tega trenutka točno ne spomnim, ampak zagotovo se je zgodil, namreč jaz sem bil, se pravi od septembra 2012 pa do maja 2013 na Novi Zelandiji pa v Avstraliji, se v bistvu nisem ukvarjal z glasbo, sem druge stvari počel, tako da zagotovo, ko je bil nek težek trenutek, me je pač glasba popeljala v neko bolj domačno okolje, in sem se verjetno malo bolj sladko pri srcu počutil. Spomnim se še enega trenutka, ko sem bil na Novi Zelandiji v enem sadovnjaku, sem imel eno začasno delo in tam je bil izjemno slab internet.
tako da nisem mogel poslušati glasbe. Sem pa našel na trdem disku tistega računalnika, je imel nekdo Brahmsov drugi klavirski koncert iz neznanega razloga. Ne bi si mogel predstavljati, kdo na svetu bo v nekem sadovnjaku Breskov na Novi Zelandiji to poslušal, ampak bil samo en kratek odlomek, 5 minut, in se spomnim, da sem tudi takrat to poslušal, kot da se mi je en popolnoma nov svet odprl, čeprav sem seveda to skladbo zelo dobro poznal že odprej. Miha Has, profesor klavirja, raziskovalec glasbe, publicist, pisatelj, popotnik in nedeljski gost na Valu 202. Pri nas se radi in z razlogom pohvalimo z glasbenim šolstvom, ponosni smo nanj, več kot 200 let že obstaja javno šolstvo v Sloveniji. Kako vi ocenjujete razmere na tem področju? Kaj je dobro, kaj je slabo? Ja, slovensko glasbeno šolstvo je en poseben fenomen, pravzaprav en tak unikum, bi lahko rekli. Je mogoče ena pozitivna ostalina bivšega režima, ki smo jo uspeli na pozitiven način spremeniti v nekaj, kar je aktualno še danes. V Sloveniji imamo 54 javnih glasbenih šol, mislim, da po trenutnih podatkih še 16 zasebnih šol. Nekje sem prebral pred nekaj leti, da imamo pravzaprav največ glasbenih šol na prebivalca v Evropi. S tem sem prepričan, da ta podatek velja tudi za cel svet. Namreč glasbeno šolstvo je široko dostopno, praktično vsak otrok lahko obiskuje pouk inštrumenta ali pa petja, in že če pogledamo samo čez mejo, recimo na severu Avstrijo, je to popolnoma drugače, tam je javnih glasbenih šol le za vzorec, vse je pravzaprav prepuščeno privatnemu sektorju, to pa pomeni, da se seveda lahko izobražuje tisti, ki si to lahko privoščijo, ne. In meni je zelo všeč, mi smo zelo ponosni klavirski učitelji v Sloveniji, da je pri nas to na voljo in da v bistvu na ta način se otroci lahko pokažejo in da lahko neke talente potegnemo preko tega sistema, ne pa preko recimo nekega privatnega, kjer je odvisno od tega, kdo si lahko ure privošči. Se pravi, da se je treba truditi, da javno glasbeno šolstvo ostane. Absolutno, seveda, če to malce umestiva v širši kontekst, ne, zdaj obstaja ogromno znanstvenih raziskav na to, kakšen doprinos k razvoju, kognitivnemu razvoju otroka ima ukvarjanje z inštrumentom, ne. Ker igranje na inštrument aktivira ogromno centrov v možganih, sploh če igramo na pamet. Zdaj mogoče ne bova šla v te podrobnosti, ampak skratka, te vplivi so definitivno dokazani, tako da bi moralo biti interes države ali kakorkoli hočete, da se to ohrani zgolj iz naslova razvoja mladih. Kakšna je zdaj lestvica priljubljenosti inštrumentov pri mladini? Na katerem mestu je klavir? Klavir je vedno pri vrhu, ja. Zdaj, če se ne motim, kitara je tudi zelo popularna, klavir, violina verjetno tudi, čeprav sem slišal, da so mogoče godalni inštrumenti malce v upadu. Imamo tudi nekaj malce bolj deficitarnih inštrumentov, razumljivo kot je recimo fagota, ne, ali pa oboa. V določenih okoljih je tudi harmonika zelo popularna. V glasbenih šolah se poučujejo tudi citre, se pravi bolj taki ljudski inštrumenti. Zakaj menite, da glasba ostane tudi, ko izgubimo vse druge spomine? Je tako globoko zakoreninjena v nas? Ja, to so pa znani primeri, ja, torej ljudje, ki imajo nevrodegenerativne bolezni, da se zelo zanimivo odzivajo na glasbo. Vem za primer, ko je nekdo trpel za Parkinsonovo boleznijo, če je poslušal glasbo, so te simptomi začasno izginjali. Obstaja ena zelo zanimiva knjiga, Musicophilia se imenuje, ameriškega nevroznanstvenika Olivera Saxa, on je tak popularen avtor, kar nekaj knjig njegovih je zelo popularnih, kjer opisuje pravzaprav neka posebna stanja povezana z glasbo. Recimo en tak rahlo šaljiv, mogoče tragikomičen primer, da je nekoga zadela strela in potem, ko se je prebudil v bolnici, je bil prepričan, da je koncertni pianist, čeprav nikoli v življenju ni igral klavirja. In potem je imel tako silo, tako kreativno silo, je začutil, da se je dejansko v odrasli dobi začel učiti klavirja in se je naučil dejansko do te stopnje, da je lahko igral Chopinove skladbe na koncu, ki so zelo, zelo zahtevne, ne. Tako da kar nekaj takih zanimivih situacij poznamo. Kako komentirate zvezde med klasičnimi glasbeniki? Tudi med pianisti, ne, je kar nekaj takšnih, da so izvrstni glasbeniki, hkrati pa postanejo tudi modne ikone, skratka zelo popularni. Kakšen je vaš odnos do tega trenda? Moj odnos je mogoče večplasten. Zdaj, kot prvo, te posameznike občudujem, ker so pač dosegli neko vrhunskost na svojem področju. Tukaj spet lahko povlečeva paralele s športoma, ne.
Po drugi strani pa mislim, da v družbi malce preveč glorificiramo takšne dosežke. Zdaj, če pogledamo te posameznike malce poblizu, imajo vsi zelo težko življenje. Namreč kot zelo uspešni glasbeniki imajo sklenjene pogodbe z menedžerskimi agencijami, ki jih non-stop spravljajo pod pritisk, vse se vrti okrog zaslužka. Te posamezniki so non-stop pod stresom, živijo na letališčih in v hotelih, nimajo normalnega življenja, ne. Redko kdo si tudi ustvari družino. Zelo podobno kot pri športnikih, s tem, da športna kariera se tam nekje po 30. letu počasi neha, zaradi pač fizioloških omejitev, medtem ko kariera glasbenika se pa ne neha, ne. Imamo kar nekaj svetovnih zvezd, ki so tudi po 80. letu še vedno zelo aktivni. Tako da mislim, da je treba, kakor tudi večino drugih stvari v našem svetu, obravnavati nekoliko iz večjih stališč, ne samo enoznačno. Sredi lanskega leta nas je šokirala novica o upokojeni učiteljici klavirja, ki je v svojem stanovanju v Mariboru igrala klavir in s tem tako zmotila svojo sosedo, da je ta poklicala policijo. 3 policisti so njeno glasbo razumeli kot povzročanje hrupa, ki moti javni mir in počitek občanov, in izdali so globo v višini nekaj več kot 100 evrov, ker je tako tolmačenje omogočala zakonodaja. To je takrat sprožilo hude polemike v Sloveniji. Se vam zdi, da se je ta problem rešil ustrezno, dovolj hitro? Zakon o varstvu javnega reda in miru zdaj dovoljuje igranje glasbil, če je to namenjeno izobraževanju, opravljanju poklica. Ste s to rešitvijo zadovoljni? Zdaj, kot prvo moramo povedati, da v medijih vse stvari izpadajo bolj senzacionalistične, kot so v resnici, ne. Mi zdaj nimamo dejansko podatka, koliko ljudi v tem trenutku vadi inštrument in koliko jih prejme globo. Iz izkušenj, ki jih imam, bi rekel, da so to neki bolj obskurni problemi, ne. Seveda, če pridejo potem v medije, vsi mislimo, da je ves čas tako, ne. Tako da mislim, da večina ljudi igra na inštrumente brez problema. Je pa res, da obstoječi zakon o varstvu javnega reda in miru ni specifično določal, kaj se sme, kaj se ne sme, tako da je bila to stvar interpretacije policije na licu mesta, ki je prišla. Smo pa proučili vsaj delno tudi sodno prakso in smo ugotovili, da v bistvu so sodniki bolj naklonjeni tem, ki vadijo inštrumente, torej te obdolžilni predlogi so bili v preteklosti vedno zavrnjeni. Je bil pa v parlamentu pred kratkim obravnavi novi zakon o javnem redu in miru in smo pregledali tudi te predloge raznih poslanskih skupin, ki so nekoliko bolje opredelili, kaj se sme, kaj se ne sme. Še vedno pa tisti zadnji predlog, ki smo ga videli, mi nismo bili popolnoma zadovoljni z njim. Mi smo pa želeli, da se res popolnoma specifično, strokovno napiše, koliko decibelov je dovoljeno v kakšnih okoliščinah, ampak menda, da so neke smernice pravne službe parlamenta, da to ni primerno, da se s tem potem izključijo nekateri primeri in da to lahko povzroči še več škode. Mogoče bi za konec povedal samo en citat ene sodnice, ki sem ga prebral. Napisala je, da tako kot pravica tistega, ki vadi, ni absolutna, tudi pravica tistega, ki bi rad imel mir, ni absolutna, ne. Sploh, če živimo v večstanovanjskih stavbah. Ja, kako to rešujejo recimo ljudje, ki veliko vadijo? Inštrumenti so zelo različno glasni, tega se je najprej treba zavedati. Recimo kitara je zelo tih inštrument, kitara nikogar ne moti, če vaš sosed igra akustični kitari, govoriva, ga zagotovo ne boste slišali, medtem ko če igra pozavno ali trobento, ga boste zagotovo slišali, ne. Tudi konstrukcije stavb so zelo različne. Znano je, da te železobetonske konstrukcije, ki so bile grajene tam pred letom 1270, se zvok strašansko prenaša po njih, ne. Recimo jaz živim v enem takem bloku in jaz imam klavir v pritličju, menda, da se ga sliši do 6. nadstropja. Zdaj ljudje to rešujemo na različne načine. Kot prvo se moramo držati nekih normalnih ur za vadenje, torej ne vadimo zgodaj zjutraj pa pozno zvečer. Jaz recimo ne vadim niti ob nedeljah pa v praznikih. Potem je odvisno, kakšne skladbe vadimo. Če vadimo bolj tihe skladbe, je to bolj sprejemljivo. Jaz, kadar vadim kakšne zelo glasne skladbe ali pa moderne skladbe, ki mogoče bi šle bolj na živce sosedom, se vedno tako organiziram, da to počnem na akademiji ali pa kje drugje. Seveda je pa težja situacija za družine, kjer otroci hodijo v glasbeno šolo, kjer nimajo možnosti nekega tega manevrskega prostora, tudi odvisno od infrastrukture šole ali jim omogoča, ponavadi je problem s tolkali, ne.
ampak večine družin niti nimajo tokalnih inštrumentov doma, tako da otroci morajo vaditi v šolah. Tako da mislim, da je ogromno nekih delnih rešitev, ki obstajajo. Mislim, da moramo biti strpni tako eni in drugi, a ne? In mi ne smemo pretiravati, okolica nas mora pa tudi sprejemati in imeti neko toleranco do tega. Dober recept. Profesor Haas, kakšen je pa vaš odnos do popularne glasbe? Na vašem radiju imate uredništvo za resno glasbo, to mi je zelo všeč. Lahko vam pojasnim tako malce že na pol humorističnim primerom. Ko sem bil jaz na gimnaziji v 2. letniku, sem se odločil, da bi se naučil malce igrati na kitaro. In sem si pač našel eno kitaro in sem se malo naučil akorde, a ne, in sem se naučil recimo v 2 dneh en komad od Guns N' Roses zaigrati, a ne. Tam noter je 5 različnih akordov, torej naučil sem se v 2 dneh. Zdaj, če vi želite recimo igrati violino v simfoničnem orkestru v simfoniji Čajkovskega, morate 6 let hoditi v glasbeno šolo, pa 4 leta na konzervatorij, pa 5 let na akademijo, ne. To je ta razlika, ne. Zato resna glasba, ker človek, ki želi to glasbo igrati, mora iti skozi zelo resen ustroj izobrazbe in mora preživeti mnoga leta discipliniranega dela, da pride potem do stopnje, ko se lahko s to glasbo ukvarja. In to je mogoče tisto, kar nas glasbenike malce boli, a ne? Ta hiter poceni uspeh pop glasbe, ki pravzaprav v osnovi bazira na nekem vzorcu, ki se ves čas ponavlja. Če vi vzamete eno pop skladbo, ima običajno 3, 4 ali pa 5 akordov in ima nek obrazec, ki traja ponavadi 4 ritmične dobe in to se ves čas isto ponavlja. In tudi vse pesmi so klišejske, torej praktično 3-4 arhetipi se ponavljajo pri vsej pop glasbi zadnjih 100 let. Če vi zdaj vzamete recimo spet eno simfonijo Čajkovskega, noter ni nikakršnih ponovitev, ne? Noter je na tisoče različnih akordov. Jaz to najlažje ilustriram tako, da rečem, če si predstavljate eno knjigo, ki ima, 300 strani, koliko različnih besed, koliko različnih idej je noter, zdaj si pa predstavljate, da bi vam nekdo recitiral 3 besede non-stop. Na tak način v bistvu jaz doživljam pop glasbo, to pa ne pomeni, da mi kakšen komad daj ni všeč, pa da ga ne poslušam, predvsem, ko se vozim v avtu, ampak zdaj, da bi se pa fokusiral na to, ali pa da bi recimo prav specifično se odločil to glasbo poslušati, me pa v bistvu nekako zelo utruja zaradi tega neprestanega ponavljanja. Predvidevam, da je to tudi zato, ker celo življenje že od otroštva živim z drugačno glasbo in so moji možgani navajeni na drugačen način to poslušati in ta repetitivnost me izjemno moti. Recimo moti me tudi, kadar je v ozadju, recimo če sedim pri frizerju in je pač neka skladba, kjer se nekaj izrazito ponavlja, moram prav globoko dihati in jo odmisliti, da me ne moti. Kar posledično pomeni, da smo glasbeniki, ki se ukvarjamo z resno glasbo, včasih malce asocialni, in se seveda zavedamo tega, tako da velikokrat rajše zadržimo za sebe kakšne komentarje, zato da smo bolj socialno sprejemljivi. Hodim pa mimogrede v en fitness, in tam predvajajo glasbo, ki je izjemno glasna, tako na meji zvočnega nasilja, in sem se v zadnjem času malce pogovarjal z drugimi obiskovalci in sem ugotovil, da v bistvu nikomur ni všeč. Veliko obiskovalcev ima slušalke, poslušajo svojo glasbo, tisti, ki pa ne, nam pa v bistvu ta glasba ni všeč. Tako da mogoče v določenih situacijah obstaja nek stereotip, kakšna glasba se posluša, pa mogoče to niti ni nujno vsem všeč. Profesor Miha Haas, nedeljski gost na Valu 202. Vaša ustvarjalnost je vsestranska. Leta 2010 ste sodelovali pri 4 kratkih otroških filmih, ki so zgodbo o škratu Črnobradu predstavljali gozdne učne poti v Sloveniji. Za te filme ste napisali scenarij, glasbo, igrali tudi škrata. Po teh scenarijih ste napisali še knjigo pravljic. Pisanje, sploh se mi zdi, da vas privlači že od mladih let, pišete kratke zgodbe. Konec decembra pa je izšel vaš roman Ljubezen v času koronavirusa. Tam, pred kakimi 15 leti sem začel razmišljati, da bi jaz nekoč mogoče napisal neko daljše besedilo. Tema za to besedilo me je doletela leta 2020. Nekako predtem se mi ni zdelo, da imam neko tako tehtno temo, da bi jo moral deliti s svetom. No, leta 2020 me je pa doletela ena tema, za katero se mi je zdelo, da jo absolutno moram deliti s svetom, in sicer prišla je pandemija, prišle so popolnoma nove družbene okoliščine. Spominjam se takrat marca, ko je bil potrjen prvi primer okužbe v Sloveniji, kakšna panika je zavladala, kakšen tudi medijski senzacionalizem. Takrat sem si zamislil napisati en roman, ki bi pravzaprav predstavljal
ta problem polarizacije v družbi, kako ljudje isto situacijo dojemamo popolnoma drugače. Jaz sem šel na en sprehod enkrat zvečer in so me neki liki prešinili, kar nekako prišli so od nekje, ne vem odkje, neka inspiracija. Ne. Nisem imel velikokrat v življenju takih trenutkov, neke čiste inspiracije. In potem sem šel domov, sem vzel en zvezek in sem si zapisal te 4 like in neke njihove osnovne značilnosti in sem potem to idejo malce razvil in rekel, ok, bom jaz kar začel pisati ta roman usporedno s samim dogajanjem v družbi, pri tem si bom pa v bistvu zapisoval konkretne dogodke. To je bila v bistvu osnovna ideja, da umestim dogajanje, torej samo zgodbo, ki je absolutno fikcija, na resnično časovnico dogodkov takrat v družbi. Veseli, da vem, kako so se rodili Andrej, Tjaša, Petra in Jurij. Ja, tako rodili so se na sprehodu po Fužinah nekega večera v začetku marca 2020. Opisujete dva para, zajeli ste številne podrobnosti, ki jih počasi pozabljamo, pa se mi zdi, da jih ne bi smeli pozabiti. Kaj se je med januarjem in junijem 2020 dogajalo v službah, šolah, družinah, med 4 stenami. Ja, in kako zelo različno smo reagirali na izbruh bolezni, na ukrepe. Če pogledava recimo 2 lika, ki sta v knjigi Tjaša in pa Andrej, ona 2 imata diametralno nasprotno dojemanje, sta mož in žena, imata 2 majhna otroka, ona je popolnoma prestrašena zaradi virusa, on je pa popolnoma prestrašen zaradi ukrepov. Postaja uporniški. Postaja vedno bolj uporniški, ja, vedno bolj sta vsak na svoji strani in praktično na neki točki ne moreta več funkcionirati v istem gospodinjstvu. Drugi par je pa nekoliko drugačen, Jurij in Petra, vsi te osebki so nekje v poznih 30 letih. Jurij je, kot ga je opisala ena kolegica, ki ima blog, jebi vetrski, a ne, hodi ven žurati in popivati za svojimi pajdaši, medtem ko Petra čaka, kdaj se bo zresnil, da boste imeli otroke in tako naprej, kdaj bo sprejel odgovornost za lastno življenje. To se ne zgodi in potem te razmere epidemije ga pahnejo pravzaprav še bolj v to neko jebi vetrstvo. Ne. Veliko poglobljenih, izzivalnih razmišljanj je v vašem romanu Ljubezen v času koronavirusa. Izpostavila bi pa še nekaj iz vašega romana, namreč vaše posvetilo, da ste knjigo napisali v spomin na očeta Hinka Hasa, ki je julija 2020 pri 63 letih umrl za neidentificirano smrtno boleznijo brez pravočasne diagnostike in zdravniške oskrbe. Zdravnica ga je 2 meseca in pol obravnavala po telefonu, ste zapisali. S podobnimi grenkimi izkušnjami, travmami živi veliko ljudi. Ja, to je eden izmed mnogih razlogov, zakaj se o tem še vedno ne moremo pogovarjati, ne? Ker po eni strani so v medijih ogromno prostora dobile žrtve COVID-19, ne pa, jaz to imenujem, tihe žrtve epidemije. Ne? Takrat je tudi zdravstveni sistem odreagiral na zelo specifičen način. Jaz poznam 3 primere, eden torej v moji družini, 2 pa pri bližnjih znancih, z zelo podobno zgodbo. Torej, splošni zdravniki družinske medicine niso sprejemali pacientov, so jih obravnavali po telefonu in seveda v populaciji hočeš nočeš se bo našel nekdo, ki bi ravno takrat potreboval pa nujno neko napotitev naprej k specialistu, in če se ta situacija vleče mesec, 2, 3, potem lahko pride tudi do smrti. In seveda te družine to nosimo še danes z nami in v bistvu nismo dobili nobene pozornosti strani medijev ali strani stroke. Nihče ni tega prepoznal, da se je tudi to dogajalo. Ne? Mogoče najlepše to ilustrira situacija februarja 2022. Takrat je bilo največ okužb, preko 20,000 na dan. Potem je pa nekega lepega dne se zgodila invazija Rusije na Ukrajino in mediji so nehali poročati o pandemiji, kot da je nikoli ni bilo, in svet se je pomaknil v neko povsem drugo smer. Neki odloki so na papirju še vedno veljali, ampak nihče več jih ni spoštoval. Ne? Torej pravzaprav gre samo za to, kam se naša pozornost usmerja. Dokler se usmerja v nek ta problem, se z njim ukvarjamo, potem ko se pa preusmerja drugam, pa zamahnemo z roko, maske padejo, hišica iz karce se suje in gremo naprej. Ker je seveda bil navdih za ta pogovor o pandemiji, vaš roman Ljubezen v času koronavirusa. Kakšni so odzivi nanj? Odzivi so zaenkrat pozitivni.
Ljudje pravijo, da ni preveč zatežen, da ni preveč zagrenjen, da se lepo bere, da se tekoče bere, ne? To je mogoče tisto, kar si kot pisatelj želiš, nek pozitiven izziv. Sicer je pa fascinantno, kako ljudje doživljajo samo vsebino, vsak v tem najde nekaj popolnoma drugega, najdejo tudi kaj, česar avtor sploh ni mislil, to je sploh tak zanimiv detajl. Te 4 glavni liki, ki so, recimo eden gre nekomu zelo na živce, pa ne v negativnem smislu, ne, ampak on se ne poistoveti z njim, tako da komentirajo te like na zelo različne načine. Sicer pa knjiga je še relativno sveža, ne, tako da se nadejam še več povratnih informacij v bližnji prihodnosti. Profesor Haas, ukvarjate se tudi z različnimi športi. Je to za glasbenika pomembno, da ostane fit? Ne samo za glasbenika, za vsakogar izmed nas. Torej, mislim, da se počasi nekako v naši družbi pojavlja zavest o zdravem življenju kot nekaj, kar moramo implementirati v svoj vsakdan. So kakšni športi, s katerimi se raje ne ukvarjate, ker ste pač pianist? Ja, že od osnovne šole nisem nikoli rad igral odbojke zaradi pač možnih poškodb prstov. Enkrat sem si tudi zvil prst na košarki, pa potem kasneje tudi na nogometu. Tudi sicer se ne ukvarjam več s temi kontaktnimi športi, žogo, ravno zaradi poškodb, ne. Tako da sem bolj tekač in pa kolesar, hodim tudi v fitness, občasno kakšno plavanje pa smučanje po zimi. Važno je, da si ves čas fizično aktiven, to se mi zdi najbolj važno. Recimo jaz hodim v službo striktno samo s kolesom, razen kadar je sneg ali pa zaledenele ulice, in to je v bistvu 2x15 minut neke lahke kardio vadbe na dan, ne? In če se to navadiš, to postane tvoja rutina, na neki točki sploh se ne sprašuješ več v to, pač zjutraj, ne glede na to, je -5 ali pa +30, greš pač s kolesom v službo, tako je, in je to. Ste strasten popotnik, prepotovali ste skoraj ves svet. Kam vas vleče zdaj? Pravzaprav moram reči, da sem zdaj obiskal vse države, ki sem si jih recimo vedno želel, ne. Lani sem bil na Japonskem, to je bila še zadnja država iz tega seznama. Sicer se pa rad vračam tudi kraje, ki sem jih že obiskal, ki se recimo spreminjajo, ne. Predvsem svet izven Evrope se zelo, zelo hitro spreminja. Za konec ste za to, da si privoščimo čaj. Vem, da dobro poznate kitajsko čajno obredje. Ga tudi redno prakticirate? Res je, ja, imamo eno skupino, en tak čajni klub, se srečujemo enkrat na mesec in prakticiramo kitajski način pitja čaja. Zdaj govorimo o grmu čajevcu. Pri nas čaj imenujemo vse skupaj, ne, tudi zelične napitke. Mi govorimo zdaj o tem, kar lahko rečemo pravi čaj, kamor spada črni čaj, zeleni čaj, beli čaj in ostale čajne družine. In pa priprava na kitajski način je nekoliko drugačna. Uporabljamo manjše čajne pripomočke, pijemo iz zelo drobnih skodelic in pa vsak čajni list, torej skupina listov se popari večkrat. To je mogoče ta bistvena značilnost. Pri nas se samo da v skodelico in se pač pusti 5 minut. Po kitajsko se da pa večja količina listov in se delajo krajši poparki po 10-20 sekund in teh poparkov je tam nekje od 5 do 15, odvisno od vrste čaja. Izraz kitajska čajna ceremonija so si v bistvu Evropejci izmislili, ne? Zato, ker če pogledaš na našo mizo, imamo pač neke pripomočke, ki so morda malce eksotični za zahodnjaka. V resnici gre za to, da mi lahko to pijemo formalno ali pa popolnoma sproščeno. In mi to delamo bolj sproščeno kot pa formalno. Sicer bolj formalna je sama japonska čajna ceremonija, ki ima, mislim, da točno predpisanih 57 korakov, ne, kam položimo roko, komolec in tako naprej. Kitajska ni tako striktna, ni tako rigorozna, tako da v bistvu, ko rečemo ceremonija, bolj mislimo na način priprave čaja in pa na višjo kakovost samih čajnih listov. Miha Haas, hvala lepa za pogovor. Najlepša hvala tudi vam za vabilo.